Imam novega prijatelja tukaj. Kako vam je všeč? V bistvu je to bolj stari prijatelj, prej je bil samo pač na drugi poziciji. Žal to ni ravno obljubljeni video, ki sem ga napovedoval prej. Lumen bomo imeli tako v naslednji epizodi, ampak dejte si predstavljati, kot da je to filler epizoda, ker trenutno je pač dogajanje, ki ga enostavno moram pokriti. Lep pozdrav, kako ste, kaj z vami sem Explicit. Ogromno se je dogajalo v tem dobrem tednu, odkar sem se nazadnje javil na YouTubeu, pa dajmo dati samo ta glavne dogodke skozi. V nedeljo 14. sem svoje patrone obvestil, da se riše en vzorec, ki lahko pomeni preobrat, in sicer preobrat v rasti. Začel se je risati naraščajoči klin oziroma rising wedge in napisal sem, da moramo upreti vse oči v ta vzorec, sploh pa na njegovo spodnjo mejo, ker če ga prebijemo navzdol, bo seveda sledil padec. Seveda to se zgodi v 75%, še vedno je 25% možnosti, da lahko prebije tudi navzgor. Ampak žal nismo imeli te sreče, prebili smo ga navzdol in seveda sledil je padec. Nato se je začel risati drug vzorec. Ta je bil naraščajoči kanal in tudi tukaj smo kar nekaj časa spodnjo mejo kar lepo držali. In napisal sem, če obdržimo spodnjo mejo in se od nje odbijemo, je možnost, da nadaljujemo z rastjo. Ampak žal, medvedi so bili premočni in izgubili smo tudi to mejo in sledil je drastičen padec. To je bil tudi krajši povzetek vseh teh mojih zapisov na Patreonu. Če bi mi morda radi sledili tam, je link od spodaj v opisu in pripetem komentarju, kot tudi na zaslonu bi se vam moral prikazati zdaj. Nekatere morda malček bega, zakaj sem se odločil za Patreon, naj vam malček objasnim. Za proizvodnjo teh videov gre ogromno časa in ogromno energije, ampak to se nič ne pritožujem, jaz rad to počnem. Stvar je bila pač v tem, da so se začeli z vse zapletenejšo produkcijo nabirati stroški. Recimo, dostikrat je treba kupiti kakšno slikco za thumbnail, kakšno glasbo, kakšen zvok, da vse poštukam in da naredim na primer uvod. Kot na primer pri temu danes. Saj sem uporabil kar precej originalnega zvoka, ampak kar precej sem ga moral rekonstruirati. In to je bilo treba pač nekje dobiti. No in v tem je v bistvu stvar. Nisem izdelal ravno cool, da ostanem za te stroške sam. Torej, gre se izključno za prispevek v kanal in kar bo viška, bom vložil v izboljšave. Sem pa res presenečen nad odzivom, kar precej se vas je že prijavilo, tako da hvala vam iz srca. Ok, pojdimo naprej. Doživeli smo padec, kaj zdaj? Kako naprej? Jaz predlagam, da se kar potopimo v grafe. Pred nami je Bitcoin in najprej bomo analizirali 4-urni graf. In sicer naš padec, ki smo ga pred kratkim doživeli. Kot vidimo, je ta padec izrisal nam že zelo znano strukturo oziroma simbol padajoči klin oziroma falling wedge. Ta simbol ali vzorec je bullish oziroma bikovski. In kot vidimo, smo ga tukaj tudi že prebili. Trenutno pa testiramo mejo tam nekje 58.700. Zdaj nas čakata dve naslednji kar močni meji in to sta 60.000 in 63.000. Pri RSI-ju tudi vidimo, da smo bili dvakrat že kar preprodani, kar pomeni, da bo slej ko prej sledil tudi preboj navzgor, kar se je tudi potem zgodilo. Sicer je RSI še vedno pod 50, je pa Stochastic RSI pokazal momentum navzgor. Pred nami je zdaj čisto sveži Bitcoin dnevni graf. Kot vidite, tukaj sem nekaj že izrisal, vrača se tudi 21-tedenski EMA, kar je ta modra črta tukaj. In to, kar gledamo tukaj, je čisto predvidevanje oziroma špekulacija, ki se mi zdi še najbolj možna, ampak bomo videli, čas bo pokazal svoje. Gre se namreč za ABC korekcijo. Nič kaj neobičajnega, tipična korekcija pač. Torej, dajmo reči, da smo mi zdaj tukaj na 57.000 našli podporo in imamo odboj. Naslednji meji, ki nas čakata, sta, kot sem že prej omenil, tukaj 60.000 in na to 63.000. Vprašanje tukaj edino je, pri kateri meji bomo imeli odboj. Ali bo morda že 60.000 dovolj močna, če ne, lahko gremo vse gor do 63.000, lahko tudi malček čez. In seveda potem ponavadi sledi odboj in na to ponoven spust. In kot smo že omenili v enem od prejšnjih videov, v bikovskem trgu Bitcoina je čisto običajno, da se spustimo vse do 21-tedenskega EMA. Trenutno se 21-tedenski EMA nahaja na tam nekje 51.000.
700, ampak z zaključkom tega tedna mislim, da bo še malček zrastel in dosegel prav tole mejo tukaj, 52.500. Kar je pa ključnega pri 21-tedenskem EMA, je, da ga s tedensko svečko ne smemo prebiti, ker če ne bi to pomenilo nevarnost. Če se dejansko ta vzorec izvede in če je nekdo zamudil prodajo tle od zgoraj, lahko potem še vedno prodaja na tem vrhu tukaj. Ali pa na temu tukaj, odvisno, kje se bomo ustavili. Nikakor pa ne prodajati v paniki, kot je bila tukaj. RSI je pod 50, kar pomeni, da na trgu vladajo medvedi. Stokastik RSI pa se je končno križal navzgor, kar kaže na pozitiven momentum, ampak najprej moramo počakati, da pride notri v tole modro območje. Tržna kapitalizacija altcoinov, dnevni graf. Tukaj moram na prvi uč kar povedati, da me preseneča moč, ki so jo altcoini pokazali med tem padcem. Tukaj vidimo, smo imeli prvi padec, isto kot Bitcoin, in nato drugi padec, in nato smo se takoj pobrali. Torej malce drugače kot Bitcoin in zdaj spet delamo podporo na tej meji. Bomo videli, kako se bo to odrazilo v prihodnosti, vsekakor pa zna biti, da bo zdaj pot malce svetlejša za altcoine. Je pa to izredno volatilen trg. Če je Bitcoin dominanca na kriptotrgu, tudi dnevni graf. In tukaj vsekakor vidimo, kako so včeraj vodstvo na trgu prevzeli altcoini. Ta vzorec tukaj tudi izgleda kot dvojni vrh, ki je bearish vzorec, kar pomeni slabo za Bitcoin in dobro za altcoine. Tako da lahko se zgodi, da končno prebijemo to mejo tukaj in altcoini končno malček zaživijo in grejo ven iz sence Bitcoina. Naslednja meja, ki nas potem čaka, je 42%. Naj se še enkrat zahvalim vsem patronom za podporo temu kanalu. Super ste. Če morda želite postati eden izmed njih, je povezava na mojo Patreon stran spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zameno za podporo pa boste pogosteje obveščeni o dogajanju na kriptotrgu. Kot tudi posebne videe si boste lahko ogledali brez reklam in kar 2 tedna pred ostalimi na YouTubeu. Prvi tutorial je tudi že gor, kjer spoznavamo TradingView okolje in tudi že uporabljamo nekatera njegova orodja. Naj se vam še zahvalim, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Se strinjate s to analizo, se ne strinjate, sem morda kaj spregledal, imate morda kakšen svoj pogled? Kar napišite mi spodaj vse pod komentarji in bom z veseljem podebatiral z vami. V naslednjem videu pa tokrat res gremo pogledat Lumen, ampak za kateri kovanec bi pa vi radi, da naredim analizo? Dobil sem namreč komentar, da analiziram samo dinozaure, zato bi res rad videl vaše predloge spodaj pod komentarji in kovanec z največjimi glasovi bo analiziran po Lumnu. Torej ne v naslednjem videu, ampak videu po tem. Torej, rečite vsem prijateljem, družini, naj komentirajo spodaj in navijajo za vaš najljubši kovanec. Kot vidite, naslednjih videov se ne bo splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da boste o njih tudi takoj obveščeni. Jaz vam želim lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.